Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Mineva 60 let, odkar je na ljubljanskem letališču stekel potniški promet. Na slavnostnem dogodku ob visokem jubileju letališča je upravljalec letališča ponudil pogled v njegovo bogato zgodovino, uspešnost okrevanja prometa ter orisal prihodnje projekte za razvoj letališke infrastrukture in dejavnosti. Upravljalec letališča je preizkušnjam navkljub skozi 60 let nenehno skrbel za razvoj letališke infrastrukture, izboljševal kakovost svojih storitev in trajno povečal število potnikov na letališču. V 60 letih je prek letališča potovalo več kot 47,7 milijonov potnikov, bilo zabeleženih več kot 1,1 milijona premikov letal in oskrbljenih približno 662 tisoč ton tovora. Slavnostna govornica na prireditvi je bila predsednica države dr. Nataša Pirc-Musar, ki je v simpatičnem nagovoru povzela tudi svoje lepe osebne letališke spomine. Kot stjuardesa sem v času študija prava tu začenjala večino letov pri takratni Adrii Airways. Prepričana pa sem, da brniško letališče ni ostalo zapisano samo v mojem srcu, ampak tudi v srcih številnih Slovenk in Slovencev, ki so odtod leteli in še letijo na počitnice, službene in zasebne poti širom Evrope in sveta. Zato verjetno ne pretiravam, če označim osrednje slovensko letališče kot enega od simbolov Slovenije, na katerega smo vsi lahko zelo ponosni. Ob slehernem povratku, te izstop iz letala in pogled na mogočne vrhove bližnjih gora preprosto ne pustita ravnodušnega. Veš, da si priletel nazaj domov. Veseli me, da letališče ta pomemben jubilej obeležuje v znamenju močne rasti potniškega prometa in uspešnega okrevanja po zahtevnem obdobju, v katerem sta ob stečaju Adrie Airways letališče in država ostali brez največjega poslovnega partnerja in se skoraj sočasno ob pandemiji COVID-19 spopadli z nepredstavljivo izgubo prometa. Lanskoletni optimizem s 30% rastjo števila potnikov prenašate tudi v letošnje leto, ko boste z več kot 150 leti tedensko ponudili potnikom povezave na 25 destinacij na različne konce Evrope. Skupaj z vami se veselim vaše napovedi o nadaljnji stabilni rasti števila potnikov in postopnem vračanju na raven, ki ste jo beležili pred pandemijo. Ob tej priložnosti iskreno čestitam ekipi na Ministrstvu za infrastrukturo in podjetju Fraport Slovenija za vložen trud pri krepitvi mreže letov z ljubljanskega letališča ter s tem izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije. Ministrica za infrastrukturo magistrica Alenka Bratušek je poudarila pomembnost krepitve mreže letov z ljubljanskega letališča ter s tem izboljšanje letališke povezljivosti Slovenije, s čimer je neposredno povezana tudi prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije. Častitljiv jubilej letališča vsekakor gre zahvala za podporo tudi državi. Absolutno, konec koncev je to še vedno državna infrastruktura, steza, zemlja, vse ostaja v lasti države. Vesela sem, da se letos stvari in številke izboljšujejo po tistih nekaj slabših letih. Jaz sem vesela dobrega sodelovanja z Fraportom, vesela, da tudi subvencije, spodbude, ki jih daje Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Republika Slovenija, dajejo rezultate in če bo šlo tako naprej, bomo kmalu na tistem, kar smo bili, ali pa celo bolje, se pravi do 2 milijonov potnikov čim prej. Kaj menite kot župan občine Cerklje, ponosni, da letališče uspešno posluje? No, vsekakor moramo povedati, da občina Cerklje je tesen zaveznik samega razvoja letališča Brnik, Jožeta Pučnika. Če grejo spomini nazaj, smo v letih 1998 že začeli načrtovati nove poslovne cone, seveda vključujoč tudi vso logistiko samega letališča do takratnega vstopa naše države v Evropsko skupnost, ki se je vzpostavil seveda na podlagi naših prizadevanj, takrat tudi seveda vključujoči
sodelavci letališča Brnika, da se je lahko tudi Schengen uveljavil. Skratka, čestitljiv jubilej. Ja, vsekakor. Zdaj, glede na to, da letališče Brnik praznuje 60 let in to je še enkrat toliko, koliko sem jaz zdaj že župan tudi v občini Cerklje. Poslovodna direktorica Fraporta Slovenije, doktorica Babette Stapel, je orisala prizadevanje družbe za nadaljevanje razvoja prometa. To rast bo omogočilo največje število prevoznikov do zdaj. 22 jih bo v poletnem voznem redu zagotavljalo 25 letalskih povezav, tudi do največjih evropskih in svetovnih vozlišč ter tako zagotavljalo povezanost s svetom. Visoki jubilej letališča se obeležuje z namenom močne rasti števila potnikov in uspešnega okrevanja prometa.